Z nami sta Marija Skočir, ki je kustosinja in tudi direktorica Jakopičevega paviljona in vžigalice, ne? In pripravlja to razstavo o Salgadu, in Manca Juvan, fotografinja, ki zdaj tudi predava, ima svoje učence, upam, da je kdo tukaj, da bo še od tega filma kaj odnesel. To je bilo eno tako potovanje okrog sveta, potovanje v času, potovanje od grozot v iskanje lepote. To je bil en film, ki mene je globoko pretresel, ker se mi zdi Sebastião Salgado, kako bi rekla, Gesamtkunstwerk, tisto kompletno umetniško delo, kjer se osebnost in umetniško delo pravzaprav zlijejo v eno in je to pravzaprav bistvo umetnika in umetnosti. Manca, kaj je vas v tem filmu kot fotografinjo, kaj vas je najbolj ganilo oziroma kaj vas je najbolj, kaj vam največ ta film sporoča kot fotografinji, ne samo kot gledalki? Mislim, da ne morem se čist omejiti samo na fotografinjo, ker se mi zdi, da vsi fotografi smo tudi v prvi osnovi smo vsi ljudje in tako kot Salgado. Salgadove fotografije ne bi bile takšne, kot so, če ne bi bil to on. Tako da v bistvu jaz ne morem se omejiti samo na ta vizualni del. Tako da Salgado je itak eden in edini in znova, ko gledam njegove fotografije, ga poslušam in ta film mi sporoča, mislim, sem mu hvaležna, res, in ga spoštujem za to, kar dela in cenim, kljub temu, da ni lahko. To, kako je pravzaprav ta naš svet majhen in veliko bolj povezan, kot se nam mogoče dozdeva ali pa kolikor se tega zavedamo, medtem ko živimo našo dnevno življenje. Pa tudi to, da seveda ni tako črn ta naš svet, kljub temu, da se dogajajo hude stvari, ki smo jim priča ali pa ki jim pač nismo priča. Da se stvari da pač preprosto spremeniti in da je samo pravzaprav na naš posameznikih to, da lahko nekaj spremenimo v tem našem mikro okolju. S preprosto odločitvijo, da mislim tukaj ali tam na kateremkoli področju, do katerega imamo odnos, da želimo delati bolje, da želimo delati dobro, da želimo delati drugače. Ko jaz to naredim na nekem svojem področju, pa vi naredite to na nekem svojem področju, smo že 1, 2, 3, 4, 5 in se mi zdi, da ta film še posebej je dokaz tega, da res mislim, še naravo lahko pač spremenimo, če nam je do tega mar. Je pa ta film tudi film o ljubezni, o pogumu, če gledamo to notranjo, to celico družinsko, pa ta pogum, da se je on odločil pravzaprav za en zelo tvegan poklic v enem trenutku, se mi zdi, da je ta film da je zelo kompleksen kot film in na velikih nivojih, da se nas dotakne in to ne tako aktivistično, ampak spotoma počas, skozi film tako pravo umetniško delo. Bom zdaj se obrnila na teorijo fotografije, ki jo pa vi proučujete, se to je najmlajša umetnost in najbolj značilna umetnost našega časa, Torej, verjetno ni več najmlajša, zdaj, ko se veliko ukvarjajo umetniki z novimi mediji, je pravzaprav fotografija že kar klasika, lahko rečem, sploh klasika 20. stoletja. In predvsem v takem smislu, kot jo vidimo pri Salgadu. Torej, moram reči, da jaz seveda
enako kot je Manca rekla, težko je k takemu filmu pristopati zgolj kot profesionalec, pa vendarle je pri mojem poklicu to mogoče kar zelo pomembno. Jaz ne morem seveda k nekemu delu, umetniškem delu pristopati iz osebnih referenc, kaj mi je všeč, kaj mi ni všeč ali kaj bi jaz želela pokazati ljudem v galeriji. Gotovo, do neke mere seveda do tega konec koncev vseeno pridemo, ampak vendarle gre za tisto, kaj je najpomembnejše sporočilo oziroma kaj je nek tak fotograf, ustvarjalec. Jaz Salgado raje rečem kar fotograf kot umetnik. Tudi sam nekako poudarja, da pravzaprav ni umetnik, da je po poklicu fotograf in da fotografija ni njegov poklic, ampak njegovo življenje, ne. In on je s fotografijo resnično tako zelo povezan in prežet, da bi težko rekli, da opravlja nek poklic in o tem se mi zdi, da film res dobro govori. Zdaj, Salgado, torej, ko smo se nekako srečali z idejo, s prvo mislijo na to, da bi seveda, kar je zelo primerno v letošnjem letu, letu zelene prestolnice Ljubljane, Evropske zelene prestolnice, pokazali razstavo Geneza, torej pokazali bomo razstavo, ki ste jo videli nekako v zadnjem delu filma, torej tisto, kar se je Salgadu zgodilo oziroma za kar se je odločil po teh težkih dogodkih v 90-ih. Sem nekako pristopila k avtorju celemu, ne. Težko je pristopati samo k eni fotografiji in ne poznati celotne zgodbe. In zdi se mi, da je to pri Salgadu izjemno pomembno. Genezi lahko, tako če rečem, na prvo žogo, če grdo rečem, pristopamo do lepih fotografij, ne. To gotovo so lepe fotografije, vrhunske v fotografskem smislu in seveda zelo estetske, lepe stvari kažejo naravo, v kateri se nenazadnje rabimo vsi vračati. Pa vendarle sporočilo za tem je veliko močnejše, ne, in gre pravzaprav za enako sporočilo, kot je šlo kadarkoli prej. Gre za to, da se določene stvari na tem planetu dogajajo, da so tukaj zato, da bi se jih vsi zavedali in da jih imamo možnost ali spreminjati ali pa ohranjati, odvisno od fotografij, ki jih gledamo. Kako ste do te razstave pravzaprav prišli, mislim, poleg tega, ne, da je to zelo primerno, ampak tehnično čist, ker to je tudi en tak velik projekt, ne? To gotovo je eden večjih projektov v zadnjih časih. Torej, nekako je ta poteza poleg omenjene nekako pobude zelene prestolnice ali pa ideje zelene prestolnice seveda kar malo strateška v našem galerijskem programu. V galeriji Jakopič, ki jo sama vodim od leta 2008, nekako vse bolj strmimo v smer fotografije, v smer torej tako vrhunske svetovne produkcije na tem področju, kot seveda tudi slovenskih avtorjev. Tako da vsaj vsaki 2 leti in upam, da v prihodnosti tudi bolj pogosto imamo priložnost za večjega, pomembnejšega tujega avtorja. Pa vendar želela bi pri tem opozoriti, da ne gre samo za to, da bi te razstave v Slovenijo prihajale zato, da bi prikazovali neke ikone, da bi jih postavljali nekako na piedestal in rekli, to je nekdo zmogel, ne. Ne gre za to in še posebej pri Salgadu smo to skušali res kar daleč peljati in se vprašati, kaj pravzaprav tako ikonične fotografije človek s tako pomembno, močno življenjsko zgodbo zmore sporočiti nam, tukaj, danes, v tem prostoru, ne. In kot je seveda samo sporočilo tudi na koncu filma, vsak ima možnost, kaj narediti za ta planet. Na ta način smo se začeli tudi mi spraševati, torej kaj pa so tiste težave našega naravnega okolja v našem mestu, kaj je tisto, s čimer se narava spopada v našem mestu. Verjetno vsi najprej pomislimo na slovenski gozd, pomislimo na žled, ki ga je prizadel. Pa vendarle to sploh ni taka huda težava. Torej, žled je škoda za gospodarstvo, ni taka škoda za sam gozd, kot opozarjajo torej biologi in gozdarji in tako naprej. Imamo pa denimo resnično velik problem s tujerodnimi invazivnimi vrstami.
Zato smo se tukaj povezali z ljudmi, ki v našem mestu veliko delajo na tem področju in pomagali tudi na podlagi tega projekta in iniciative, ki smo jo izoblikovali okoli te razstave, nekako njihova prizadevanja spraviti širše med ljudi, jim pomagati pri tem in seveda o tem boste več lahko prebrali ob našem projektu, ne bi zdaj na dolgo razlagala, ampak vendarle vsakdo, resnično vsakdo ima en drobec v roki, ki ga lahko seveda spreminja. In tako je Sebastião Salgado seveda eden tistih velikih fotografov, ki smo jih do zdaj že uspeli predstaviti v galeriji Jakopič. Jozef Koudelka bo zame verjetno za zmeraj ostal človek, ki je resnično meni osebno tudi ogromno dal in na profesionalnem področju in osebnem, ker je še ena taka resnično velika oseba na področju fotografije. Predstavljali smo tudi Lee Miller, Rogerja Bellena, to so v tem trenutku po parih letih, pravzaprav potem, ko smo jih mi že imeli v svetu zelo iskani avtorji. Tako da fotografija je nekako v naši krvi, bi rekla. Mogoče bi še malo o tem, Manca, vi nam več povedali, ker si le težko predstavljamo, kako te fotografije, zdaj mislim na te fotografije iz teh vojnih, pa iz Afrike, pa naše, kako te fotografije nastajajo oziroma kaj je tisto, česar mi ne vidimo, kar je zunaj, kako bi rekla, vidnega polja objektiva, ne? Ker od tega je pravzaprav, kaj se dogaja in kako fotograf pride do tega, da lahko postavi stativ, če ga lahko postavi, kaj se tam dogaja v takih, so ene splošne stvari, ki jih vendar na splošno ne vemo, tako, ne poznamo tako dobro. Ja, različni fotografi delajo na različne načine. Recimo predvsem fotografi, ki delujejo v okviru časopisne industrije, ponavadi pridejo neko državo, kulturo, ki jo ne poznajo, so kot padalci. Ne govorijo jezika, niso pravzaprav zares pripravljeni na kulturo, s katero se srečajo in tam seveda imajo ljudi, ki jih najamejo, jih plačajo in to so fikseri, se imenujejo, se pravi, oni jim priskrbijo in kontakte, dovoljenja, ki jih potrebujejo, zato pač, da lahko delajo na zgodbi. Imaš drug tip fotografov, ki niso parašut, ki ne skočijo s pedalom, ne, in pristanejo nekje, ampak se počasi pripravljajo na to, kam grejo, veliko berejo. Salgado je seveda tudi eden zadnjih tipov. Nekateri se naučijo jezika, pridejo tja, se povežejo z ljudmi, ki delujejo na zgodbi in jim omogočijo dostop. Torej, v bistvu veliko bolj samoiniciativno in na dolgi rok pristopijo k zgodbi in predvsem veliko večjem spoštovanju, kot pa ponavadi pogodbeni časopisni fotografi, ker preprosto nimajo časa, nimajo te možnosti, ker so vezani na novice, se pravi na izdajo časopisa, da ne bo narobe razumljeno, da kritiziram zdaj časopisne fotografe. Ampak industrija pač ti ne omogoča drugačnega načina dela. In tudi zato spoštujem sama Salgada zelo, ker pač si je razvil res popolnoma neodvisen sistem znotraj obstoječega sistema dela, fotografskega dela. Pač princip o temu, da zbere temo, jo naštudira, preuči, zbere sredstva finančna, ki so potrebna. Predstavljati si, to so dolgoletni projekti, več 10,000 evrov sigurno stanejo. Ni lahko priti do nekih takih sredstev. Se pravi, on si zagotovi finančno neodvisnost, s tem pa tudi kreativno neodvisnost. In to, če izhajam iz sebe, je največja moč, ki pač jo lahko fotograf, umetnik, dokumentarist, avtor ima. Tako da ne vidimo, njegove fotografije nastanejo v spoštovanju, to je bilo tudi v filmu precej lepo izraženo v tišini, dostikrat se srečuješ, ne vem, z ljudmi, s katerimi res posebnimi skupinami indijancev ne moreš imeti nekega dialoga. In takrat res pride do izraza to,
ta fizični, govorica telesa, vse, kar je, mislim, barva glasu, tonaliteta, vse to šteje pri tem, ali pač te neka skupina sprejme ali ne. In to se mi zdi, da je zares lepo vedno v filmu, lepo povedano v opisu. Pozicija opazovalca, fotografa, dokumentarista, Salgado nikoli ni zares bil neposreden, zelo direkten, vsiljiv, bolj v ozadju. In ta način pač nastajajo in govorijo tudi z tega stališča, govorijo tudi njegove fotografije. Ja, in je za vsem taka velika človečnost, ne. Pravzaprav je to se mi zdi en pojav, ena stvar, ki najbolj to humanistično tradicijo izraža, ne, humanistično v najbolj tistem, to, kar nas naredi ljudi, ne, sta njegov pristop, pa tudi odnos do živali, no, tudi to spoštovanje živali, spoštovanje vsakega življenja, to se mi zdi, da je v tem filmu, kot je narejen, da je tudi močno poudarjeno in deluje na gledalca. A je kakšno vprašanje, bi kdo kaj? Manca je, poznate najbrž njen opus iz Afganistana, tam po mojem je doživljala take stvari, ne, tam je bilo treba pristopati, je bilo vse odvisno od tega pristopa, ne? Ja, jaz tudi nisem prišla v Afganistan na velikem budžetu in z neko mrežo prevajalcev in fikserjev, tako da sem delala bolj počasnejšem ritmu z ljudmi, ki so pač videli nek smisel v tem, kar skušam narediti, fotografirati in sporočati in v bistvu smo spletli neke druge vezi. Tako da so fotografije moje sigurno drugačne, kot pa bi bile, če bi bila tam v drugi vlogi. Neka stvar, ki v bistvu bi jo želela načeti, pa s katero sem se jaz tudi srečala glede mojih fotografij v Afganistanu, namreč v današnjem svetu Salgadove, in sigurna sem, da Marija lahko tukaj kaj več pove, so kritizirane strani kritikov, da so prelepe, da je Salgado nek sentimentalen voajer, da so kičaste celo že, da na prelep način prikazujejo neko grozodejstvo, neko trpljenje. Skratka, zame, ne vem, bi vprašala tudi vas, ki ste gledali ta film in ste doživeli te fotografije, če jih dojemate na ta način. Jaz bi težko rekla, da, mislim, nemogoče, popolnoma se ne strinjam s temi floskulami. In se mi zdi, da pridejo iz ust samo nekoga, ki pravzaprav ni pripravljen pogledati fotografije in se je prepustiti. Zdaj me boste vprašali, kaj pomeni pa pravzaprav gledati fotografijo. Zame pomeni, da pogledate fotografijo, ko jo pogledate z odprtim umom, z očmi in z odprtim srcem, šele takrat zares, pravzaprav, ko se ji prepustite, takrat zares vam lahko fotografija govori. Mislim, res je, da smo danes zasičeni s podobami, kot še nikoli prej in da malo katera pravzaprav nas pritegne in v tem kontekstu se mi zdi, da estetika Salgadovih fotografij, ki je lepa, mislim, fotografije so impresivne, ampak hkrati je sporočilnost njihova, ne prekrijejo sporočilnosti, ki se mi zdi mogoče pri drugih fotografih je precej hitreje obratno, da estetika, ko prideš, ne vem, sploh v galerijo, galerijski prostor, pogledaš fotografijo in na koncu gledaš samo, če si iz področja, naprimer sploh tako kot jaz, tehnično izvedbo fotografije in se čudiš, kako perfektno je zares ta fotografija narejena. Naenkrat pa se zaveš pravzaprav, da sploh nisi zares pogledal fotografije in je začutil in se prepustil njeni sporočilnosti, kar pa je po mojem bistvena funkcija fotografske podobe. Ja, pri tem je seveda res bistveno, kar si omenila Manca. Torej, Salgado je na nek način kontroverzen avtor, tudi na področju fotografske kritike, tudi veliki kritiki, kot je Susan Sontag, recimo, so mu učitelji prav to, torej, da prikazuje grozote na način, ki je pretirano estetiziran, ki je
v bistvu ima ogromno, to ste verjetno tudi sami opazili, ogromno enih bibličnih, enih religioznih reminiscenc. Torej, v Sahelu ste lahko videli kar nekaj pieta pravzaprav, ne. Nebo nad temi res strahotnimi prizori je ponavadi dramatično, torej soustvarja neko atmosfero na tej fotografiji in resnično te fotografije lahko z eno besedo rečemo, so lepe. Pa vendar, Salgado tukaj tudi sam poudarja dve stvari. Ne fotografiram grozot, fotografiram resničnost. Torej, to niso ustvarjeni prizori, to so prizori, ki na tem svetu obstajajo. In fotografiram jih dejansko tako, kot jih sam vidim. Kdo pravi, da so ti ljudje grdi? Ti ljudje niso grdi, ne? On celo pravi, ne vem, zakaj si pravzaprav ljudje severne poloble nekako lastite primat nad lepoto. Jaz verjamem, da so ljudje na južni polobli pravzaprav tako čisto objektivno gledano mnogo lepši. Nikjer na svetu nisem videl toliko lepih ljudi kot v Etiopiji, naprimer, če tudi so popolnoma sestradani in popolnoma seveda v brezupnem stanju, ne. Tako da on, kot sem rekla, ni fotograf po poklicu, fotografija je njegovo življenje, fotografira realnost in jo fotografira tako, kot jo sam vidi, ne. Kaj mi potem kritiki iščemo v tem, ali je to zdaj modernizem, visoki modernizem, ali so tukaj neke gotovo postmodernistične poteze, predvsem v sporočilih, ki jih te fotografije imajo, to je seveda druga stvar. Kot je rekla Manca, ne vem, zakaj se pravzaprav tako bojimo estetike, ne. Še vedno je estetika pa vendarle tisto, kar bi tudi kak drug mogoče kritik fotografije ali pa teoretik rekel, da je to punktum, da je to tisto, kar te zadene v fotografiji, te ustreli kot puščica pravzaprav z te fotografije. In verjetno za vse tiste, ki fotografij ne gledamo zgolj ali pa predvsem tehnično, seveda je to zelo pomembno, kajti še vedno fotograf, sploh fotograf, torej s tem humanističnim sporočilom, kakršen je Salgado, seveda zanj je to najpomembneje. Kar ne pomeni, da tehnična plat zanj ni pomembna. On je izjemen, seveda, tako on kot seveda Lelja, ki skrbi za vse tisto, kar pravzaprav gre v javnost njegovega dela. Oba imate tukaj izjemno visoka tehnična merila, ampak še vedno fotografija nastane na terenu in nastane med ljudmi. In ne vem, mogoče se si prikličete nazaj podobo etiopskega dečka, ki ga tehtajo, ki visi na tehnici. Ne vem, če ste opazili, očišče je tam malce zamaknjeno, ne, zato da deček pravzaprav ne visi tako zelo grdo z glavo nazaj, ne. Salgado je v teh fotografijah vedno iskal načine, kako vračati ljudem dostojanstvo, ne, in to jaz mislim, da res lahko rečemo, da mu je uspelo, ne. Torej, pristop do človeka, ki je še vedno človek, morda z mnogo več modrosti, kot je ima katerikoli zahodnjak, ali pa mnogo več življenja v sebi pravzaprav in nenazadnje tudi, kot ste videli, in se poznamo te ljudi, ne. Bolj, ko so revni, bolj, ko so brez vsega, bolj so pravzaprav na nek način srečni, ne. A lahko jaz še en komentar? In njegove fotografije, ne, če ste gledali za imigracije, smo jih videli tudi v filmu, ali pa Workers iz serije, so pravzaprav večne. Tako danes, ko vidimo fotografije sirskih, afganistanskih, iraških beguncev, ki v bistvu se selijo iz vojne za boljšim življenjem. Jaz v Salgadovih fotografijah lahko vidim sirske, ne nujno zdaj sudanske, ali pa ruandske, ali pa družine in ljudi, ampak pravzaprav v njihovih fotografijah, kot je rekla Marija, vidimo človeka. In ne samo v tistem času, ampak tudi v času, ki ga živimo, kar je pa v bistvu največ, kar ti fotografija lahko da. In še ena stvar, zanimivost, ker smo videli projekt Sahel, Salgado je preživel 2 leti, a ne? Skoraj 2 leti, ja. Skoraj 2 leti na področju in z Zdravniki brez meja so zbrali, se mi zdi, ko so naredili razstavo v Parizu, nekaj več 10 000, 40 000 dolarjev pomoči, ki je šla direktno tem ljudem. Isto stvar so
poskušali narediti tudi v ZDA, se pravi izven tega evropskega prostora in je bilo preprosto nemogoče. Fotografije so kazali, tako kot zdaj večino urednikov urednikom in kuratorjem, ki preprosto so vztrajali pri tem, da so te fotografije prelepe in kažejo preveč trpljenja za ameriško javnost. Trajalo je nekje 20 let, da je Salgado dobil prvo razstavo v ZDA, šele potem, ko se je v bistvu proglasil za umetnika. Mislim, glede na njegovo pozicijo, pravzaprav ni kaj dosti mar za to, ker pomembno je, da so fotografije vidne. In večkrat bi se mogli vprašati, pravzaprav, zakaj ne vidimo takih fotografij, pravzaprav ne posameznih fotografij, gre za serije. Ne? Zakaj je tako težko, da v bistvu mainstream mediji ne upravljajo svoje funkcije zares najbolje, če se mi biti kritična. In na nek način neke ključne institucije onemogočajo dostop do zgodb, ki bi na nek način gojile človeštvo v nas samih. Ne. Mogoče za razmislek. Ne. Danes živimo res v svetu, informacije so res posod na Facebooku, na tej platformi, na tretji platformi, pa vendar so razdrobljene. Mi smo tisti, ki pač se odločimo, sledimo Pop TV-ju, ne vem, gledamo poročila na TV Slovenija ali na BBC-u ali Al Jazeeri ali beremo pač New Yorker ali beremo Sobotno prilogo. Skratka, ko beremo določene mediji in sledimo informacijam, vemo, znamo na podlagi prepoznavanja medija ustvariti določeno sliko in se ne pustimo zavajati, kar pa je tendenca ključnih pač news organizacij, ki nam nekje v glavnem dostavljajo informacije. Kolikor te informacije seveda niso filtrirane, ne? Seveda. Ja. Ja. In torej zelo pomembno pri Salgadu je seveda torej poudariti to, mogoče film tega niti tako zelo ne pokaže, ampak on ima v sebi resnično zelo veliko aktivizma. In on je, kakorkoli živi fotografijo, on je mogoče po svojem poklicu še vedno ekonomist. Ne? Zakaj to pravim? Torej, on je, mogoče ta predzgodba v filmu ni tako močno prikazana, torej on je študiral ekonomijo v Braziliji, z Leljo sta se tam spoznala, zaradi političnih razmer dejansko prebegnila v Francijo in potem se je zaposlil v Londonu, preden je dokončal svoj doktorat, ki ga potem nikoli ni dokončal, prav zaradi tega, ker se je usmeril v druge sfere, torej se je zaposlil pri International Coffee Organization, torej organizacijo, ki je pač prodajala kavo. Zanimali so ga makroekonomski procesi, projekti. V Ruandi, pravzaprav, kot ste videli, je prvič bil enostavno zato, ker je učil ljudi saditi čajevec, poleg kavovca, ki so ga že dobro poznali, so potem začeli pridelovati čajevec, s tem je 32,000 ruandskih družin dobilo delo. Čez 20 let, ko se je znova vrnil kot fotograf, je tam našel krasne nasade čajevca, ki je na londonski borzi dosegel najvišje cene. In Salgado resnično je človek in moramo ga tako razumeti. On ni aktivist, ki nekam gre, nekaj fotografira zato, da bi na to opozarjal. On resnično sisteme pozna od znotraj. In tudi ni aktivist, ki bi se vsemu odpovedal, živel svojo fotografijo in se iz tega nič ne bi zgodilo. Če on ne bi poznal pravzaprav sistemov, ki nekako vladajo v sodobni ekonomiji, ki vladajo globalno na tem planetu, mogoče tudi ne bi mogel Instituta Terra vzpostaviti na tak način, kot ga je. Je pa resnično en sodoben aktivist, ki ve, kako sistem funkcionira in zna ta sistem seveda tudi uporabiti v tistih momentih, kjer lahko nekako najde eno skupno dobro ali pa neko višje dobro. Ne? On je nenazadnje, je ambasador UNICEF-a, je član Ameriške akademije znanosti in umetnosti, ogromno je sodeloval z UNESCO-om. To so neke velike pravzaprav organizacije, ki bi kdo, ki je zelo, zelo kritičen, seveda v njih iskal tudi
neke načine delovanja, po katerih oni delujejo, pa mogoče niso v vsaki čisto drobni podrobnosti nekako proti globalističnemu načinu ali pa proti nekemu neoliberalizmu, ki ga danes seveda vsi tako radi kritiziramo, pa vendarle preko tega, da bi ga preobrnili, ne moremo stopiti, ne. Tako da mogoče je ta njegov način, mogoče je pravi, vsak od nas seveda ima svojo presojo o tem, ampak on se je odločil za način, kako obstoječi sistem, ki tukaj je, ki to dejstvo je, seveda uporabiti tudi zato, da lahko vendarle človeštvu nekaj vrača, ne. In ja, kot rečeno že prej, vsi imamo to možnost na določen način. Ja, lepo se ta film konča s tem krogom, ne, ko pravi, ne, vrnil sem naravi to, kar je dala, se posekali so tudi zato, da so ti otroci, njegov oče je posekal, da je pač otroke lahko spravil do kruha, ne. Tako, in Brazilija je resnično bila podvržena resnično radikalni industrializaciji, ne. V Braziliji je bilo tako ogromno, mislim, veliko pomanjkanje nafte je bilo, ne, in v Braziliji so se odločili, da bodo pravzaprav namesto goriva uporabljali alkohol, ne, tudi za avtomobile in tako naprej. Veste, da v Braziliji na bencinski natankaš alkohol, ne, v svoj avto. In zaradi tega so potem vzpostavili ogromne plantaže sladkornega trsa, pokupili zemljo od kmetov, prišlo je do ogromne inflacije, kmetje so ves ta denar izgubili, na kar so se zaposlili kot dejansko skoraj da sužnji ali pa nek sužnjelastniški sistem na teh plantažah, ne. In to so te velike zgodbe svetovne ekonomije, ki nekako takoj, ko se obrnejo, seveda od njih eden profitira, medtem ko so štirje lačni pravzaprav, ne. In ja. O tej lepoti, no, sem razmišljala tudi jaz seveda, ampak v mojem dojemanju teh slik je ta lepota posledica njegove izjemne kultiviranosti, izjemnega daru za lepoto, za videti lepoto, za narediti kompozicijo, za svetlobo, za to je dar in nekaj, s čimer se je pač, v čemer se je izuril in predvsem pa mislim, da je za vsem tem ena globoka empatija do ljudi, do človeka, ne. To se mi zdi, in da se to potem v tej lepoti vidi, s tem seveda, da so te lepe slike izbrane iz množice slik, ki mogoče bi bile kakšnim drugim kritikom bolj všeč, ne, ker so bolj razmetane, ampak to je pač njegov slog, ne. Ja, verjetno bo Manca vedela, kako je s tem, ne, fotograf verjetno na takih misijah pravzaprav posname ogromno fotografij. Ob pregledu kontaktnih kopij, kjer nekako ima pred seboj vse, kar je posnel, včasih je tudi tako in tudi Salgado sam pripoveduje, mogoče bi danes izbral sosednjo fotografijo, mogoče me na tej fotografiji nekaj bolj nagovori. Je pa res, da je on zelo veliko seveda v tem izboru sodeloval in z Leljo in še s kom, mogoče tudi svoje agencije, ki se imenuje Amazonas Images, skratka z ljudmi, ki jim zaupa, hkrati pa imajo nevtralen pogled na situacijo, ki jo je sam fotografiral, podoživel kot človek, bil prisoten in izbori so kar težava ali pa kar izziv za fotografa, ne. Pa jaz dvomim, da je on drugim prepuščal izbore, ker fotograf dvomim, da je prepuščal drugim izbore. Tak velik fotograf, kot je on, že lahko posluša koga, ampak enkrat nam je Kerbler, naš fotograf, predaval in tudi sami, ki fotografiramo, vidiš, da gre skozi neskončno pred izborov, da potem prideš do najboljšega in ponovadi končaš pa najboljšmo, čez kolikaj umerjen in se to je en dolg proces izbiranja in tako, ko je on velik fotograf, sem jaz prepričan, da je šel sam skozi te številne procese in ker je tako vrhunski mojster, jaz tukaj sploh ne vidim debate, preveč estetike, premalo sej pri slikarjih in kiparjih tudi se ne zatekamo skozi debata, je to lepo ali ni lepo, jaz vidim sam, da je vrhunsko obvladal
prikaz teh prizorov in je pač likovno vse v redu in doživiš takoj stik s tistimi portretiranci, tako da vidim vrhunsko znanje v fotografiji, sploh ne bi debatiral estetika, da ali ne. To je ono vlada in to se tako naredi boljš se skoraj ne da, jaz ne vem. Je pa v črno-beli svet zašel, ki je še dodatno spet, eno je, da je film že skoraj premagal mirujočo podobo, ne, če tako malo gledamo televizijo in to in že ne gledaš fotografije, tako kot umetnost vsak dan, ne. Poj pa še izbaril v črno-belo, ker seveda je spet nekaj posebnega, ne. In to da vse tisto njegovo skupno znanje, ki je vrhunsko, ne, tako da v tem smislu se mi zdi, da niso drugi prav veliko zbirali, ker to tak velik mojster, ne vem, če je smisel tega. Da ne bo pomote, nisem rekla, da je komu prepuščal. Je pa res, da je torej treba razumeti Salgada pravzaprav v neločljivem, res neločljivem tandemu z Leljo, ne. Ona je tudi kustosinja vseh razstav, tudi je kustosinja razstave, ki jo bomo v Ljubljani videli, je oblikovalka vseh knjig, je tista redaktorica pravzaprav, da ne rečem tudi čuvaj resnično njegovega dela in torej njeno mnenje tudi Sebastian izredno ceni, ne, tako da nisem pa niti rekla, niti želela reči, da bi komu prepuščal, to zagotovo ne, no. Kako pa ste imeli vi v bistvu svobode zdaj pri postavljanju razstave Geneza v Ljubljani? Torej Geneza je celota 245 fotografij, ne. To je pravzaprav zelo obsežna razstava, kar smo tukaj malce premikali meje, je v tem smislu, da naša inštitucija ali pa skoraj da katerakoli inštitucija v Ljubljani nima tako velikega razstavišča za to razstavo, ne. Ima, ampak torej nam je bilo pač nekako v interesu izhajati iz svoje galerije, peljati naprej naše poslanstvo, zato smo se odločili za 2 razstavišči in tukaj smo kar nekako, to je bila mogoče tudi najtežja točka v dogovorih, ne, da je Lelja pravzaprav sprejela dejstvo, da bo razstavo delila na 2 razstavišči. Jaz, ko sem to razstavo sama videla v živo, jo zdaj vidim vidim to dejstvo kot prednost. Razstava je izjemno intenzivna, torej 245 fotografij res ni malo. So velikih torej formatov in so izredno komunikativne, izredno zgovorne, močne fotografije. Tako da se mi zdi, da bo pravzaprav zelo prijeten ogled, torej najprej v Mestnem muzeju ali pa obratno in potem torej v galeriji Jakopič. Ta 3-minutni predah mogoče, da se sprehodimo od ene do druge stavbe, mislim, da bo prej prednost kot kaj drugega, ne. Svobode pri samem izboru, torej pri izboru seveda tukaj ni. Razstava je narejena in kot taka, kot celota pride, ne bi je nikoli delili ali pa reducirali, to gotovo ne. Je zelo polna razstava, to zagotovo, torej veliko fotografij. Zraven je seveda monografija, ki bo tudi naprodaj, na ogled bo tudi velik format monografije, torej ob tej monografiji, ki je kot knjižna, torej v knjižni obliki oziroma ki jo pač kupimo kot navadni smrtniki, je še večja, unikatna oziroma torej v nizki nakladi narejena knjiga, ki meri kar veliko in jo bo mogoče tudi prelistati na razstavi, jo videti. Je pa vedno pravzaprav in v Sloveniji torej na vsak način smo več kot zmožni takih projektov, je pa res, da rabimo neki profesionalizma vložiti v to in pač eno tako sodelovanje vzpostaviti, ki je vedno zaupanje, ne. To je vedno nekaj, kar temelji na zaupanju, da avtor ima zaupanje v inštitucijo, s katero dela in seveda tudi obratno, tako da. Se pravi, ne samo, da ne smete razstaviti manj kot 255 fotografij, ampak morate tudi upoštevati vrstni red, sosledje, ki je fotografovo. Ja, torej razporeditev je nastala v dialogu z Leljo, v njeni precejšnji tehničnem vložku tukaj, ampak seveda vsaka razstava na vsakem prostoru je specifična, ne. Naši prostori so zelo specifični, Mestni muzej, nenazadnje je baročna palača, ne, in ima kar nekaj izzivov samih prostorskih, tako da tukaj smo stvari usklajevali in na koncu zdaj že prišli do končnih načrtov.
zdaj se že gradijo pravzaprav prostori oziroma stene in mislim, da je prav nekje v tem trenutku tudi razstava že prispela v Ljubljano, tako da jo danes prevzamemo. Bojo prišli pogledat? Do čisto nedavnega smo zelo upravičeno upali, da ja, torej pričakovali smo Sebastijev in Lelin obisk, pa se je žal zgodilo, da si je Sebastijev poškodoval koleno, ne vem, počel mu je meniskus, tako da gre zdaj konec maja na operacijo, kar mu bo onemogočilo pot, vsaj na otvoritev. Mogoče pa se celo zgodi, pa pridejo vsi. Ja, ampak resnično je treba razumeti, da sta to človeka, ki sta pravzaprav stara preko 70 let in vsak dan resnično polno aktivna. Zdajle v tem trenutku sta odletela v Brazilijo, kot ste videli, skoraj da Brazilijo imata bolj za svoj dom kot pa Pariz. Sebastijev bo tam imel operacijo in potem spet nazaj in resnično v istem trenutku imata po celem svetu včasih tudi 4-5 razstav, ves čas nastajajo stvari, ves čas od tega pravzaprav živita, delata za Institut Otera, tako da ja, sta res okupirana. A bo tudi kakšna projekcija ob razstavi? Ja, torej ob razstavi smo pripravili, kot sem rekla, nekako v želji razširiti sporočilo razstave, zelo obsežen program. Tako da, če so kaki prijatelji zamudili film danes, 1. junija Kinodvor pripravlja projekcijo še na prostem, ali pa ste vabljeni seveda tudi vi še enkrat, če vas je film tako prepričal. Ob 9. uri bomo ob Čolnarni v Tivoliju si ogledali film, torej projekcijo na prostem, potem pa bo na ogled vsak torek in vsako soboto v Mestnem muzeju ob določeni uri. Pripravili smo tudi dve projekciji risanih filmov za otroke, Mož, ki je sadil drevesa, mogoče se jo še spomnite, se je predvajala na naši televiziji, nekako tako zelo neposredna pa asociacija, pa vendar tako lepa risanka pravzaprav. In pa novejša Deček in svet, ki tudi opozarja na okoljevarstvene problematike ali pa na globalne problematike. Veliko imamo predavanj, ena se nanašajo izključno na fotografijo in problematiko fotografije, druga denimo na problem globalnih ekonomij, pa potem spet na življenje amazonskih ljudstev denimo. Pripravili smo nekaj tudi tako za profesionalce v fotografiji, kot samo ljubitelje fotografije, z fotografom, ki se ukvarja s fotografiranjem narave, se bomo podali na Ljubljansko barje v zgodnjih jutranjih urah, fotografirali, spoznavali pravzaprav pogoje, kaj pomeni ta način dela, ne da bi želeli koga oponašati ali pa karkoli takega ustvarjati, ampak doživeti pravzaprav ta način dela, ki je res specifičen. Tako da programi so zelo obsežni, iskreno in lepo ste vabljeni, da se jih udeležite, na naši spletni strani jih boste našli. No, pa še ta iniciativa, mogoče čisto malo, mi smo jo poimenovali Ljubezensko pismo planetu, kot je Sebastijev sam poimenoval tudi genezo, torej da je to njegovo ljubezensko pismo planetu. V Mestnem muzeju v Atriju smo si zamislili inštalacijo drevesa, ki ga bodo obiskovalci polnili s svojimi ljubezenskimi pismi planetu. In ker je lepa misel sicer zelo lepa in fina in tako naprej, pa vendarle ni konkretna, smo ob tem povabili vsakega obiskovalca tudi, da se vpiše v iniciativo, ki smo jo zasnovali skupaj z Ekologi brez meja, ki bodo leta 2018, 8. septembra, čistili v globalni svetovni akciji pravzaprav cel planet in na ta način se lahko kdorkoli od nas vključi v to akcijo, nekaj konkretnega napravi, ali pa gre pomagati torej drugi iniciativi, drugim akcijam, puliti japonski dresnik, ki je ena tako resnično grozljivo invazivnih rastlinskih vrst pri nas. Ni uzakonjeno njeno odstranjevanje, kot je denimo ambrozije, ker je enostavno preveč invazivna in bi to gospodarstvo preveč stalo. No in iz tega japonskega dresnika smo z mladimi oblikovalkami zasnovali tudi, pravzaprav so ga one zasnovale prototip oziroma način predelave v papir. Tako da bomo delali papir, uporabili ta papir, vanj bomo zapakirali tudi semena
domačih, medonosnih vrst in to bo tudi neko darilce za obiskovalca, ki bo nekako na simboličen, resnično simboličen način, pa vendarle z opominom na to, da nekaj je mogoče narediti, nekaj vrnil tudi naravi. Ja, s tem optimističnim koncem mislim, da najboljše, če zaključimo, ker je bil dolg film in res sem vesela, da se je tako končalo v eni svetlobi, tako kot film začne, ne? Ko pravi, da je fotografija risanje s svetlobo. Ne? Tako. Hvala za lepo sezono in jeseni upam, da se vidimo spet. Hvala lepa. Hvala našima gostjama, ne? Jaz bi Manco še veliko vprašala, ampak resnično mislim, da smo izčrpani.